Lepo pozdravljeni, dragi novinarji, novinarke, poslušalke in poslušalci in spremljevalci Radia Študent. Moje ime je Rasto Pahor, sem krizni govorec in vodja napovedovalcev na tej cenjeni instituciji. Na tej novinarski konferenci bomo na kratko spregovorili o neprecedenčnih pritiskih in tudi poskusih uničenja naše institucije z bogato 51,5-letno zgodovino. Prisotni ste verjetno gotovo že slišali o težavah, ki so se začele z novim letom. Ustanoviteljica našega zavoda, študentska organizacija Univerze, je namreč sprejela prvi osnutek proračuna, v katerem je za naš zavod znotraj te družine namesto lanskih 120 000 evrov namenjenih obilnih 0 evrov. Nič. V četrtek 14. januarja bo drugo branje tega proračuna. Takrat bo ta proračun tudi dokončno izglasovan oziroma sprejet. V gradivu za to drugo in torej končno branje proračuna zavod Radio Študent ni niti omenjen, kot da ne obstaja, kot da ni zavod v družini študentske organizacije. Čas je torej zelo omejen, sodelavci smo seveda zelo zaskrbljeni nad tem, kar se dogaja, stvari pa se odvijajo hitro. Zato smo se odločili za popolno medijsko mobilizacijo in angažiranje vseh podpornikov. Na današnji tiskovni konferenci bomo torej razložili in pojasnili našo situacijo, odnos s študentsko organizacijo Univerze in nastalo stisko, ki bi v obstoječi obliki vodila v dokončen propad našega radia, ki se že v obstoječi obliki, že ob sedanjem dozdajšnjem financiranju seveda drži nad vodo samo s hudimi odrekanji. Seveda bomo na koncu na voljo tudi za vprašanja, podelili bomo med novinarje tudi vse spremljajoče gradivo. Zdaj pa vabim za tale mikrofon odgovornega urednika Radia Študent, Matjaža Zorca. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom za začetek zelo na kratko povzel dogajanje, ki nas je pripeljalo do te nevideno kritične točke. Zdaj, vse skupaj se je začelo tik pred novim letom, 30.12., ko je novo izvoljeni študentski zbor na svoji drugi seji sprejemal osnutek proračuna za leto 2021. Ta seja je sicer bila in je javna, ampak javnost je bila o njej zelo malo obveščena. Ne. Tudi Radio Študent ni bil o njej obveščen in tudi mogoče sam za začetek, da dobite malo okus, kako se stvari tle dogajajo in predvsem, ker se predstavniki študentske organizacije Univerze v Ljubljani na novinarje pretežno ne odzivajo, bi vam zdaj sam predvajal kratek insert ekspozeja predsednika Klemena Petka, ki ga je imel pred študentskimi poslanci. Zdaj ta izjava bo zelo kratka, v gradivu po konferenci boste prejeli majčkeno bolj obširnejšo. Zdaj bi pa prosil režijo, če to kar predvajajo. Zdaj v bistvu študentska organizacija Univerze v Ljubljani in Radio Študent sta imela že pred krizo, pred epidemijo COVID-19, zadnjih 10 let nekakšno toksično razmerje. Zdaj študentska organizacija je Radio Študent učitala pristranskost, velikokrat jim je učitala pristranskost pri poročanju in blatenju naše organizacije, kar se je zgodilo tudi na zadnjih volitvah, kjer so šli korak dlje, tako da so sodelavci Radia Študent kandidirali ali pa celo koordinirali ekipe na fakultetah, s tem na organizaciji oziroma na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani vsekakor ne moremo biti zadovoljni. Zdaj, po drugi strani je Radio Študent šel očitno nekako premajhno financiranje in celo zagrozil, da bo svoje dejavnosti več ne mogel upravljati. Jaz mislim, da na tej točki boljše za oba, tako za študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani kot Radio Študent, da se nekako poskušamo sporazumno raziti. Zdaj v bistvu študentska organizacija Univerze v Ljubljani in Radio Študent sta imela že pred krizo, pred epidemijo COVID-19,
zadnjih 10 let nekakšno toksično razmerje. Zdaj študentska organizacija je Radio Študent učitala pristranskost, velikokrat jim je učitala pristranskost pri poročanju in blatenju naše organizacije, kar se je zgodilo tudi na zadnjih volitvah, kjer so šli korak dlje. Tako da so sodelavci Radia Študent kandidirali. Ja, zdaj tu je bil en kratek izsek in na podlagi širšega audioposnetka lahko mi tle potegnemo ene dosti varne sklepe. Ne. Seveda izjava predsednika drži, da se odnosi med Radijem Študent in Šov v Ljubljani krhajo že od leta 2012 dalje, ampak to seveda po našem mnenju ne po krivdi Radia Študenta, pa izključno po krivdi študentsko-politične nomenklature, ki jo gospod Petek zastopa. Namreč ti, ki so zdaj najbrž jaz predstavljam njegovi svetovalci in visoki uslužbenci študentske organizacije, je sedanja vodilna nomenklatura, so pač njihov nekakšen podmladek. In oni zdaj samo na najbolj radikalen možen način počnejo to, kar so počeli že njihovi predhodniki. Zdaj, gospod Petek, mi smatramo, da je poslance zavajal, ker je predstavil, kot da se na Radio Študent s tem strinjamo, kot da s tem nimamo problemu, seveda pa resnica ravno nasprotna. Ne le, da se ne strinjamo, mi o tem nismo bili obveščeni, o tem niso komunicirali z nami, mi smo prvič to zvedeli na drugi delovni dan po zaključku leta 2020, ko smo bili vodstvo Radio Študent povabljeni na sestanek, na katerem smo, kot veste, bili postavljeni pred gola dejstva. Ta gola dejstva se glasijo in zato imamo tudi dokaze, ki vam bodo lahko tudi posredovali, da bodi si gremo mi na svoje po svoje, to se pravi izvedemo neko društveno privatizacijo, ki bo sestavljena iz sedanjega sodelavstva, bodi si bodo oni šli na to bolj radikalen način in šli v neke vrste javno razprodajo soustanoviteljstva. Zdaj, nobena od teh možnosti za nas ni v tem trenutku sprejemljiva in mi se zdaj, kakor veste, tudi na moč upiramo temu, tudi z vašo pomočjo. Zdaj, kar bi še tle v tem povzetku sam poudaril, je eno popolno nerazumevanje tega, kar mi počnemo strani trenutnih vodilnih študentske organizacije. In tudi prejšnjih vodilnih, seveda. To poteka že v leta 2012, v času, ko je direktor Andrej Klesinc, so se te zgodbe začele. Skratka, oni si želijo, da bi bila najstarejša radijska postaja, najstarejša študentska radijska postaja v Evropi, pač neke vrste radio show, kjer bi mi pokrivali njihove zgodbe v pozitivni luči, in to je edina stvar, edina možnost, ki jo vidijo, ki jo očitno vidijo, ne, da bi jo nek študentski medij predstavljal. Ne razumejo oziroma odveč je naše poročanje o koronavirusu, za katerega smo bili tudi nagrajeni, odveč so jim številni projekti, ki jih mi izvajamo, številni novinarski prispevki, ki jih delamo in jih bomo delali tudi še naprej. Skratka, nobenega razumevanja za materijo tistega, kar mi tukaj delamo, mi od njih ne prejemamo. Zdaj, ker so bili poslanci očitno z temi neresnicami zavedeni, jih tudi z tega mesta pozivamo, da na drugem branju, ko se bo ta proračun sprejemal, da to norost zavrnejo. Tako kot je naš uradni govorec že rekel. Ne. Za drugo branje, na prvem branju, je bil Radio Študent še omenjen z besedami in številko nič. V zdajšnjem preverjenem proračunu Radio Študent ni omenjen niti z besedo. Je samo izbrisan. Zdaj, na tej točki bi jaz predal besedo naši direktorici, ki bo majčkeno podrobneje predstavlja širšo sliko dogajanja in tudi številkami podprto vse tisto, kar mi izvajamo kot študentska radijska postaja v javnem interesu. Tako, Radio Študent je medij s statusom organizacije v javnem
interesu. Imamo kot študentska radijska postaja, imamo tudi status medija posebnega pomena. Glede vloge in doprinosa Radia Študent širši družbi in medijski krajini, izobraževanju mladih je bilo rečeno že veliko. Tako z naše strani, kot tudi strani mnogih izjav podpore, ki smo jih prijeli v zadnjem času in za katere smo res hvaležni in nam pomenijo zelo veliko. Ker cel čas smo pred šovom postavljeni v neko situacijo, da dokazujemo našo vrednost ali pa smisel našega obstoja ali pa, če hočete, namensko uporabo sredstev, ki so za študente, bi prosila režijo, da objavi eno tako kratko infografiko, smo vam pripravili, ki povzema, kaj smo vse v 2020 počeli. Več kot 5500 medijskih prispevkov smo objavili, med temi so bili tudi presežni in nagrajeni prispevki in prizadevanja naših novinarjev in številnih ustvarjalcev programa Radia Študent, ki na leto več kot 4500 ur proizvede. Sprejme vsako leto, oziroma lani smo sprejeli 80 novih sodelavcev, med honorarnimi sodelavci je pa še 200 drugih, 240 natančno. 16 novih projektov za sofinanciranje smo prijavili v letu 2020 in organizirali več kot 100 dogodkov, med njimi tudi koncerte klubskega maratona, Treska in tako naprej. In preko 100 ur programskih vsebin smo v bistvu v letu 2020 tako zagnali, bi tako rekli, iz niča skoraj v preteklem letu. Zdaj, tisto, kar nas boli, je že dolga leta šov financira Radio Študent, tako bi lahko rekli, komaj da ga. Se pravi, da vse razvojne programe, projekte, ki jih imamo, moramo res z veliko mero požrtvovalnosti in trdega dela poskušati nadomestiti v bistvu to podporo, ki umanjkuje že vrsto let. Danes smo se pa znašli pred situacijo, da nam študentski zbor in predsedstvo šova, med drugim, bi samo omenila, da je manj kot 5% udeležba študentskega zbora bila letos. V bistvu ta kontekst določa nekako prihodnost 50-letne institucije. Tukaj bi izpostavila, da borba za Radio Študent ni borba za trenutne ustvarjalce programa Radia Študent, čeprav sem na njih neizmerno ponosna. Kaj takega se res redko vidi, da bi toliko naporov in energije vlagali v neko delo, katerega v bistvu zadovoljstvo je v nematerialnih dobrinah. Se pravi, ne delajo, naši sodelavci ne delajo zaradi honorarjev, ampak delajo zaradi tega, ker verjamejo v to, kar počnejo. Zdaj, ta borba je borba, niti za upravo ni ta borba, nam je vseeno, kdo bo vodil radio, nam je pomembno, da se še naprej zagotovi, da je Radio Študent deluje v javnem interesu in da dobi javni denar in da ga lahko namensko uporablja, kot smo ga porabljali do zdaj. Jaz bi še dala en poziv študentskem zboru in vodstvu šova še enkrat, da nemudoma zagotovijo normalno financiranje, ki uresničuje javni in študentski interes. Zdaj, druga opcija je, da obe inštanci pustita Radio Študent propasti in ga privatizirata, kar bi bila, jaz mislim, da izjemna škoda, ne samo za Radio Študent, ne samo za šov, ampak tudi za celotno slovensko
sceno, ne samo medijsko, širšo javno sceno in da ne rečem še stanje demokracije. Nadaljevanje po tej poti definitivno delegitimira samo študentsko organizacijo v tej obliki in vodi, smo prepričani na Radiu Študent, v njeno uničenje. Jaz bi zdaj predala besedo še našemu financministru Robertu Mohoriču, da malo bolj konkretno v številkah pove, da oriše, kaj bi za Radio Študent pomenila ukinitev financiranja strani šov. Hvala. Pozdravljeni, moje ime je Robert Mohorič, sem vodja financ in pomočnik direktorice ter že vrsto let projektni sodelavec Radia Študent. Zdaj prvo, kar je treba povedati, kar smo sicer že izpostavili, da sofinanciranje šov za redno delovanje Radia Študent pada že vrsto let, od leta 2012 do leta 2020 je to iz 230 000 evrov, ko so te prihodki še predstavljali 47% virov Radia Študent, na 120 000 evrov v letu 2020, ko so predstavljali zgolj še okoli 22% prihodkov Radia Študent. Potem je treba vedeti, da je tukaj tudi kar mogoče premalo bilo izpostavljen tudi v prejšnjih izjavah kolegov, da v bistvu se Radio Študent že vrsto let nekako, zakaj so tudi te odnosi tako toksični z šov v Ljubljani, spopada tudi s tem, da v luči celotne družine šov dobi nek status, ki ni usihajoč v smislu tudi nekih razmerij financiranja med samimi zavodi, ki so člani družine šov. Ker je treba tudi izpostaviti dejstvo, da je v bistvu Radio Študent že od svojega nastanka naprej bil medij v javnem interesu financiran strani sredstev študentskega organiziranja, to se pravi že 50 let ta zgodba podpore pač zasnovana na ta način in tudi je po namenu in ciljih delovanja še vedno skladna z tem javnim interesom študentskega organiziranja. To se pravi, v bistvu Radio Študent 20 let nekje starejši od samega šov v Ljubljani, ki je ob svojem vzpostavitvi z namenom podpiranja študentskega organiziranja in široke palete dejavnosti v podporo študentom, tudi vključevanju, bi rekel jaz, družbeno zavednih, krepitvi družbene zavesti študentske populacije, bil takrat seveda nekako prenešen na šov kot njegovega ustanovitelja. Zdaj samo dejstvo padajočih virov strani šov v Ljubljani pomeni tudi sledeče, da so v bistvu ta navedena razmere v praksi pomenijo, da RS že vrsto let nadomešča padajoče vire šov v Ljubljani z drugimi viri, ker tukaj preko širitve svoje projektne dejavnosti in občega delovanja v širšem javnem interesu uspešno konkurira na lokalnih, nacionalnih in tudi mednarodnih razpisih. Zdaj pa treba seveda vedeti drugo plat tudi te zgodbe, da so na tem področju na tem področju obstaja velika nestanovitnost tovrstnih virov in da tudi že dosegamo na nek način meje možne širine in obsega projektnih dejavnosti ob naši jedrni dejavnosti, za katero pa smo ključni zavezani za njeno skrb, to je seveda delovanje na področju medijev. S tem, da bi jaz mogoče tudi poudaril, da mi nismo samo zelo resen, kompleksen in to se pravi bi rekel v bistvu nadpovprečno novinarsko angažiran radijski medij, ampak smo tudi zelo resna spletna platforma, zelo aktivno delujemo tudi preko socialnih omrežij in v bistvu že vrsto let gradimo tudi videoprodukcijo, medijsko videoprodukcijo, ki smo jo v letošnjem letu tudi zaradi potrebe nadomeščanja opadajočih virov prodaje etra še izjemno okrepili in razvili v komercialni smeri. Tako smo tudi bili zelo uspešni v letu 2020 z nadomeščanjem nekih padajočih komercialnih virov prodaje etra z prodajo storitev videoprodukcije, videoprenosov, ki se je v tej času epidemije izkazala še za toliko bolj pomembno in da je v njen razvoj smiselno vlagati. Zdaj tukaj treba mogoče poudariti še eno zadevo, ko sem glih omenil pač ta razmerja med zavodi družine šov.
Prvo je, da je ta delež Radia Študent že skozi vsako leto pod prevpraševanjem in tudi zato so v bistvu odnosi na nek način toksični. Jaz nikakor ne bi trdil, da so toksični že kar 10 let zaporedoma, ker smo imeli tudi vmes zelo uspešno obdobje sodelovanja s Šov v Ljubljani. Organizirali smo recimo ogromen koncert tako imenovanih trap senzacij v samem kampusu, no, kar je bil, mislim, da en primer zelo lepega sodelovanja z Šov v Ljubljani kot ustanoviteljem pri organiziranju skupnega dogodka, ki je pritegnil v bistvu široke množice, tudi študentske populacije, seveda. Tako da v bistvu, to se pravi, če govorimo o tem toksičnem odnosu, je to prvič izhaja iz padajočih virov per se. Mi tudi razumemo, da tudi študentske organizacije v Univerzi v Ljubljani ti viri padajo, o tem bom še malo kasneje nekaj omenil. Ne. Drugo pa je, da kaj sem se zdaj zapletel? Da se pravi, to se pravi razmerja med samimi zavodi, kjer v bistvu je očitno, da se neko spoštovanje dela Radia Študent, ki v ničemer ne usiha v svojem namenu in obsegu dejavnosti in v nekem tudi pač v širokem polju javno-interesne sfere, da se naši deleži v proračunu Šov v Ljubljani konstantno znižujejo in so v bistvu vsako leto pod vprašajem. No? Potem pa treba vedeti, da je Šov že leta 2016 de facto spustil delež sofinanciranja iz koncesijske dajatve iz 5% virov v letu 2015 na zgolj 4% virov v letu 2016 preko tako imenovanega finančnega pravilnika poslovanja Šov v Ljubljani. Tako da smo v bistvu, to je bil takrat padec iz 180 000 evrov podpore na 150 000 evrov podpore. To se pravi, da mi v bistvu na Radiu Študent že od leta 2016 dalje delimo tudi usodo našega ustanovitelja na področju virov, ki nam jih ustanovitelj dodeljuje. Delimo usodo padajočih virov za študentsko organiziranje že v bistvu vsa ta leta zaporedoma. No, tokrat pa je v bistvu celo študentski zbor, jaz mislim, da prav z namenom tega manevra, to se pravi seveda nič evrov predloga nič evrov sofinanciranja za Radio Študent spremenil v celoti pravilnik o financiranju in v bistvu izbrisal vse te minimalne odstotke za vsakega od zavodov. Tako da so v bistvu te diskrepance glede na prejšnji pravilnik v financiranju vseh zavodov, ki pa so trenutno financirani, pravzaprav še večje. No? Jaz bi tudi poudaril, da kaj pomeni recimo zdaj kar umik sofinanciranja Radia Študent, kot je predlagan. To pomeni, da v bistvu nam Šov v Ljubljani ogroža ne samo naš javni interes v smislu institucionalne umestitve Radia Študent v javno-interesno sfero, ker mi moramo tudi se zavedati, da smo oboji organizacije, ki ne bi delovali v javno-interesni sferi, tako da je ta manever še toliko manj razumljiv. To pomeni, da nam v bistvu Šov v Ljubljani ogroža tudi vse ostale financiranja, ki jih imamo že v okviru bodisi večletnih projektov ali programov za druge financerje. In to se pravi, gre za 3-kratni znesek sredstev, kot jih mi predlagamo, da nam jih Šov seveda dodeli za letošnje leto. To se pravi, v bistvu ogrožajo celotni spekter financiranja Radia Študent in tudi kjerkoli normalno delovanje Radia Študent v letošnjem letu. Zdaj za naprej pa seveda ta zgodba še toliko bolj dramatična, ker to pomeni, da je nesigurnost Radia Študent glede temeljnega financiranja, ki ga Šov zagotavlja, v bistvu popolna. Tako da tudi jaz pozivam študentski zbor k razumnemu delovanju, ki ne ogroža ne samo pridobivanje oziroma zagotovitev teh virov, ki jih oni dodelijo nam kot temeljno financiranje, ampak ogroža cel spekter dejavnosti in v bistvu cel spekter drugih virov, ki jih Radio Študent že ima zagotovljene in ki mu omogočajo neko normalno poslovanje. Hvala. Hvala kolegu Robertu. Zdaj, kot smo videli, so pred nami v bistvu trije scenariji, pred katere smo bili postavljeni. Bodisi RS začne poročati Šovu prijazno in si s tem zagotovi nek omejen vir financiranja, bodisi
naj sodelavci RŠ ustanovijo svoje društvo in na ta način nekako privatizirajo radio, ali pa se RŠ, tako pravijo sami vodilni v šovu, proda najboljšemu kupcu. Glede tega šov z nami ne komunicira, glede ponudb, ki so pristale na mizi, niti ni pripravljen podati nikakršnih zavez glede novega ustanovitelja. Nov kupec bi pomenil skoraj gotovo izgubo statusa radia posebnega pomena, s tem pa tudi pač dostop do nekaterih ključnih projektov. Da bi tak radio v privatnih rokah lahko ostal nad vodo, bi se seveda moral zateči k komercializaciji, torej pač krčenju vsebin, razpustitev večine sodelavcev, krajšanje programa, mogoče celo pripojitev kakšnemu že obstoječemu komercialnemu radiju. Skratka, RŠ je lahko tržno zanimiv, če se seveda odreče vsemu, kar ga dela zanimivega in edinstvenega v vsebinskem smislu. Tako da te predlogi so pač za nas nesprejemljivi, nerealni, tudi roki, ki so bili nam predočeni, so jasno neresni in pač kažejo, da se vodstvo šova ne zaveda javnega dobrega in pač želi samo po najkrajši možni poti se rešiti Radio Študent, tako kot postavke v proračunu, kot tudi samega radia. Zdaj, kako smo se mi seveda odzvali, zdaj pride pač tisti mogoče svetlejši del rešitve. Odmev javnosti je pač na te grožnje je bil pač ogromen, to ste verjetno že opazili, kot vselej, kadar se ogrozi obstoj naše inštitucije, kadar ji grozi nižanje ali celo ukinitev financiranja. Podporo nam je izrazilo čisto samoiniciativno ogromno število visokošolskih, kulturnih, znanstvenih institucij, medijskih združenj, novinarsko združenje, recimo, dobili smo pač samoiniciativna pisma podpore, na kar pač kaže, da svoje poslanstvo uresničujemo in ga uresničujemo dobro in se seveda sprašujemo, če naš ustanovitelj to prepoznava. Prejeli smo veliko klicev naših poslušalk, poslušalcev, podpornikov, donatorjev, spremljevalcev, bivših sodelavcev, kako lahko seveda sami pomagajo in prispevajo svoj glas za Radio Študent. In v običajnih razmerah bi na tej točki organizirali pač proteste, zborovanja in tako dalje, ampak seveda nam epidemiološka situacija tega ne dopušča. Zato pa smo lansirali spletno stran koalicija.radiostudent.si, to, kar vidite na zaslonu. Na tej spletni strani lahko vsak prispeva svoj podpis, svoj argument, zakaj bi Radio Študent moral obstati v obstoječi obliki, zakaj je edini primeren študentski radio za Slovenijo in zakaj je nujno, da v tej obliki ostane. To sicer ni prvič v naši zgodovini, da smo se lotili takšne akcije. Že pred približno 7 leti je podobna peticija v podobnih kriznih okoliščinah zaokrožila in dobila 10 000 podpisov iz najrazličnejših področji kulture, umetnosti, politike, znanosti, visokega šolstva. Mislim, da je to celo edina peticija, ki so jo podpisali vsi 4 relevantni Janezi Janše v Sloveniji. Preverili smo tudi na drugi strani in ugotovili, da je edino združenje oziroma edina organizacija, ki je podprla prizadevanja šova pri uničevanju RŠ-a, združenje Rumeni jopiči. Tako da zaenkrat imamo seveda precej razmerje sil oziroma javnega mnenja precej očitno na naši strani. Veliko več študentskih visokošolskih združenj je podprlo Radio Študent pri prizadevanju za njegovo ohranitev, medtem ko ne vidimo nobenega relevantnega glasu, ki bi znal argumentirati, zakaj RŠ-u ta javni denar, ki ga šov razporeja in ki ga razporeja, kot ste večkrat tudi sami mediji že izpričali, zelo negospodarno, v resnici pripada. Tukaj bi zdaj lahko delali seveda široke primerjave, kako dobro seveda ustraja RŠ z omejeno količino financiranja, kako recimo 1 ura fizične prisotnosti svetovalca šov Andreja Boleta stane 40 evrov, to je vsota, za katero RŠ proizvede 4 ure živega programa z glasbenim opremljevalcem, s tehnikom in z radijskim napovedovalcem. Torej pač honorari teh 3 ljudi za 4 ure so enakovredni
v bistvu temu, da se en stol na kampusu segreje iz 7 na 27 stopinj Celzija in potem spet nazaj na 7 stopinj Celzija. Samo za ilustracijo. Dobro, zdaj bomo seveda odprli tudi pač prostor za vaše novinarsko vprašanje, ker mislim, da smo bliže kar dosti dolgi. Seveda vsa spremljajoča gradiva o tem, kar smo govorili, boste pač dobili tudi v izročku po sami tiskovki. Tako da predlagam, da za vprašanje kar uporabite tole raise hand funkcijo, imate na voljo na seznamu prisotnih, moderator pa vam bo poslal prošnjo za vklop mikrofona. Vprašanje pa lahko napišete tudi tule v chat na samem linku. Tako da predlagam, da se pač kar nekako aktiviramo. Ksenija nas sprašuje tule na chatu, da smo omenili ponudnike. A lahko kaj več povemo o tem? Zdaj, če gre za ponudnike za prodajo soustanoviteljstva, se pravi, glede tega smo popolnoma v temi, šel z nami o tem ne komunicira, ali ima kakšne ponudbe ali nima. O tem ne vemo zaenkrat, kolikor vem, pač ničesar. Vemo pa, da bi pač prenos ustanoviteljskih pravic na kakšnega drugega deležnika pač spet nepovratno ogrozil naš status radia posebnega pomena, s tem pa tudi pač številne pravice in dolžnosti, ki iz tega statusa izhajajo. Tako da o teh ponudnikih zaenkrat ne vemo ničesar, oziroma pač uradno ne moremo dati nobenega komentarja. Ali sem kaj zamudil? Dobro. Sledi Klara Širovnik. Lep pozdrav. Ja, jaz sem z Večera, pa me zanima v bistvu, zdaj glede na to, da se financiranje znižuje recimo že leta, ste gotovo in pa zdaj za celotno situacijo, ste gotovo dobili nek občutek glede tega, kako šov dejansko vidi študenta. Kot sva že tudi govorili z gospod direktorico par dni nazaj, no, vidim oziroma se mi nekako zdi, da je to poročanje vaše naj bilo usmerjeno samo recimo na neke bone, štipendije, študentske domove in neke stvari, ki neposredno zadevajo študente. No, zdaj pa me mogoče tako kot študentko pa kot novinarko obenem zanima, kaj je tisto po vašem radijskem mnenju, kar bi današnji študent res mogel vedeti. Gotovo so to tudi študentski boni, študentski domovi, ne vem kaj še vse, ampak nek širši kontekst, ali želimo študenta zavarovati popolnoma pred tem zunanjim svetom, negotovo ga ne smemo izolirati. Glejte, Radio Študent se je vedno zavzemal za to, da študentje na njem, pa tudi ostali mladi, pa tudi ostali dijaki, recimo poročajo vsem, kar se dogaja. Ne? Tako da pač naš spekter vsebin je bil vedno zelo široko odprt. Ne? Verjamemo, da to pač ni za vsakega, ampak tukaj gre za izjemno količino vsebin, ki pokrivajo cel spekter družbe. Za več glede študentske problematike je tukaj z nami tudi Hanna Radilović, urednica univerze, tako da jo kar vabim, da pojasni še svoj vidik glede tega vprašanja. Dobar dan, sem Hanna Radilović, sem urednica univerzitetne redakcije. In v bistvu, če je bilo vprašanje, zakaj pa se ne bi Radio Študent tudi posvečal študentski problematiki, v bistvu se že zdaj, ampak je seveda naše polje pokrivanja tudi veliko širše, s tem, da argument šov trenutno je pač v glavnem, ne gre se za to, da bi želel, da pokrivamo študentsko problematiko, ker to že počnemo. Oni želijo, da pokrivamo specifične skupine politične znotraj šov v pozitivni luči. In tega nikakor nismo pripravljeni početi, ker smo pač mediji, ker skušamo biti kakor se da objektivni in to je naše poslanstvo in tudi tukaj se pač urimo za dejansko novinarsko delo v prihodnosti in pač bi bilo popolnoma nesmiselno, da podležemo takim zahtevam. Poleg tega pa bi še poudarila, da res to, kar je treba poudariti tukaj, je, da umik financiranja tukaj ne bo iz varčevalnih razlogov, gre za politične razloge in to se tudi pač pozna skozi to, kar sem pravkar pojasnila, da v bistvu gre za zahtevo po propagandi. Mi smo pa mediji in tega ne bomo sprejeli.
Hvala. Lahko sem še jaz. Čau, spet sem jaz. Jaz bi tle mogoče sam dodal, no, da študentska populacija je ena najvitalnejših populacij v družbi. Ne? In zdaj, če neka študentska organizacija misli, da mora biti v interesu nekega študenta sam boni in sam osko polje stranskih dejavnosti, ki jih pokriva študentska organizacija, se pač ta organizacija po mojem moti. Ne? Na Radiu Študent tako pokrivamo čisto dobesedno vse segmente, ki bi jih po našem in po našem tudi jih študent potrebuje, od glasbe, kulture, znanosti in tako naprej. Ne? Pač študentska populacija je kreativna populacija, odprta populacija in pač po mojem ni zavita v nek mehurček politikanskega študentskega organiziranja. In mi tudi nismo tak radio, ki bi tako organiziranje zgolj reproducirali. Hvala. Upam, da smo odgovorili na vaše vprašanje, Klara. Tako da ja, odgovor je, so tudi študentski boni, ampak seveda niso samo študentski boni cela zgodba, ki jo nameravamo pokrivati. Sprejemamo še nadaljne vprašanja in pod vprašanja seveda takoj zdaj. Tako da uporabljate še enkrat, če želite, imate raise hands funkcijo. Aha, Klara Širovnik nam tule v chatu piše še tole. Ali se vam na šov kaj oglasijo? Je prišlo še do kakšne dodatne argumentacije o tem, zakaj je konec financiranja? Res bi želeli poročati uravnoteženo, pa se delajo, da jih ni doma. Ja, to je tudi naš občutek, da se pojavijo samo takrat, ko je treba dvigniti roke. Se pravim, pač študentska organizacija že nekaj časa tudi na naša novinarska vprašanja se izmika vsakošnjim konkretnim odgovorom, tudi kar je šlo za študentske volitve, tako da od njih težko dobimo kakršnekoli relevantne informacije. Se pravim, smo zelo izolirani v tem, bi rekel, tej komunikaciji. Tako da, se pravim, še enkrat, argumenti so bili pravzaprav to, da RŠ poroča pristransko o šov. Argumenti, ki so bili predani poslancem, je bil celo to, da se Radio Študent strinja s tem, da se šov razide. To pa je bilo pravzaprav tisto tragičen del. To je to. No, če še kakšno vprašanje, smo seveda še enkrat uporabite pač to raise hand funkcijo, da vam vklopimo mikrofon. Ali pa nam seveda lahko napišete vprašanje tudi na chat. Na komentarju na YouTubu nas sprašujejo, zakaj v času največjega boja študentov v zadnjem času ni bilo konkretnega poročanja z naše strani. To seveda ni res. Kolegica Hanna Radilovič bo to nemudoma razjasnila, ker očitno gre za nesporazum. O tem smo poročali. O vsem tem smo poročali že od časa prvega vala, tako da v bistvu smo poročali tako o prvih 150 evrih, poročali smo o pomankanju kakršnih koli evrov ves čas, dokler nismo spet prejeli možnosti, da dobimo 150 evrov in smo spet o tem kritično poročali. Zato v bistvu pač vse vabam, da prosim si pogledajte na spletni strani radiostudent.si zavihek univerza, tam v bistvu pač naša redakcija, univerzitetna redakcija, redno poroča, ne vem, približno 3 oddaje na teden imamo specifično namenjeni problematiki dijakov, študentov in mladih na splošno. In se pravi, v bistvu pač mi o tem ves čas poročamo. Kar je zahteva šov in kar je kritika šov, je, da ne poročamo o specifičnih političnih opcijah pozitivno oziroma praktično propagandno. Jaz si mislim, da so še vedno name naslonjeno vprašanje, tukaj opažam. Zdaj, komentarji so še naslednji, zakaj ni bilo
še kakšne novinarske konference v okviru teh težav študentov. Novinarska konferenca je nekaj, kar skliče akter v pač družbenem polju, na katere se potem udeležijo novinarji, da o tem poročajo. Kot novinarji se udeležujemo novinarskih konferenc, tokrat pa kot akter mi sprožamo novinarsko konference, ker smo sami kot akter v družbenem prostoru ogroženi. To je ključna razlika, ki želim, da jo razumete. Torej pač mi opravljamo svoje novinarsko delo in se udeležujemo novinarskih konferenc, pišemo prispevke in naše delo je javno dostopno, brez plačila na spletni strani Radia Študent. Hvala. Dobro. Če bo še kakšno vprašanje, seveda še enkrat v temle imate možnost, pač, da dvignete roko v tej naši konferenci, v tem našem Zoomu in vas pač pokličemo, lahko pa pač tudi napišete sam komentar oziroma tule v chat dopišete svoje vprašanje. Zdaj mogoče, če ne bo nobenega vprašanja več, se vem, da smo pobrali že kar nekaj vašega časa. Pač velikokrat slišimo argument, da je radio kot medij preživet, da njegovo poslanstvo in delo v 21. stoletju nima več tako posebnega pomena. Sami pravimo obratno, ne, da je odklenkalo dejansko koruptivnim praksam, da je odklenkalo menedžerskemu mešetarjenju, ki privatizira in razprodaja javno dobro. Šov s takim postopanjem ne more preživeti bistveno dlje od Radia Študent. Tako da čas je za študentski zbor in interesirano javnost, da takšno mešetarjenje, takšen pohod enostavno ustavi. To lahko storijo torej v četrtek, do takrat pa bomo poskrbeli pač za čim večjo mobilizacijo širše in zainteresirane javnosti. Ugotovili smo seveda, da je za RŠ-em stoji zelo široka in zelo zainteresirana javnost. Hvala lepa. To bo to. Ja. Ja, dej. To je pomembno. Aha, zdaj Samo se nam že oglasili, pa bojo ful našli. Zdaj mogoče ti, Jana, povej, koga smo. Mogoče še na kratko. Imam mikrofon vklopljen. Smo dobili še eno vprašanje, če smo obvestili mednarodno javnost in Združenje skupnostnih medijev. Odgovor je ja. Bo direktorica mogoče malo več pojasnila o tej zadevi? Odgovor je ja. Kontaktirali smo organizacije na evropskem nivoju, ki imajo pod sabo skupnostne medije, govorimo AMARK, CMFE. Dobili smo zelo pozitivne odzive in še ne samo to, te organizacije se bodo tudi zavzele, da zadeva gre še širše, v širšo internacionalizacijo problematike, tako da bomo poskušali pridobiti tudi iz drugih evropskih institucij. Verjamemo, da bomo tudi uspeli. Ja. Okay. Počakamo še malo. V četrtek se dogaja seja, drugo branje študentskega finančnega načrta, kjer je v proračunu postavka 0 za Radio Študent. V četrtek se dogaja tudi to, da imajo poslanci in predsedstvo možnost, da v celi zadevi odločijo
v skladu z pritiskom javnosti, z javnim interesom, ki ga zasledujemo, z študentskim interesom, ki ga zasledujemo, in da bo to za nami in del ene take neprijetnega pripetljaja. Če je še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, Ja, gradivo pa. gradivo vam pošljemo. Zahvalila bi se vam za pozornost. Naše kontakte imate, novinarji, tako da z odgovornim urednikom sva na voljo ves čas. Za karkoli bi potrebovali, imamo še ogromno enega gradiva, ogromno enih zadev, ki smo jih več kot voljni vam predati. Tako. Vprašanj več ni, tako da bi se poslovili. Hvala vam za pozornost. Luka Zagorečnik. A rečem. Evo ga. Luka Zagorečnik, ali razmišljate tudi o kakšni pravni akciji oziroma imate kakšno pravno mnenje? Ja, pridobivamo pravno mnenje, razmišljamo o različnih pravnih akcijah, tako da če se zadeva ne bo premaknila, definitivno gremo v našem boju naprej. Soustanoviteljstvo strani Univerze v Ljubljani je poglavje, ki zahteva malo več časa, no, da bi sploh lahko zdaj. Mislim, da je na tej točki katerokoli vprašanje, no, ki bo postavljeno o konkretnih nekih potencialnih ustanoviteljih, preuranjeno, ker tisto, za kar se zdaj v tem trenutku trudimo, je to, da bi šel vodstvo in študentski zbor sprejeli pravo, drugačno odločitev. Nič, če ni tukaj dodatnih vprašanj, bi jaz še? Še eno vprašanje imamo od enega njihovega, pa lahko tudi Rasta dementira alkohola. Kolegica Janja Cerar nas spet sprašuje, ali se nam zdijo pritiski na visokošolske predstavnike v študentskem zboru upravičeni. Glede tega bomo pač kar preprosto povedali, pač visokošolski predstavniki v študentskem zboru odgovarjajo javnosti. Mi glede tega pač ne moremo pomagati, če imamo pač podporo javnosti, poslušalce in podpornike, ki nas poslušajo in ki so za nas pripravljeni lobirati. Seveda pozivamo vse, da ostanejo civilni in kulturni in mirni z njihove strani. Seveda pa pač je to nekaj, na kar sami pač ne moremo enostavno vplivati. Mi zbiramo podporo in bomo pač to podporo zbirali še naprej in z njo pač jasno izražali, na kateri strani dejansko je javnost, ki jo študentski zbor zastopa. Tako. Še kolegica Hanna Radilović. Če še samo dopolnim odgovor oziroma komentar kolega Rastata. Trenutno je postalo jasno, da se pritiski oziroma dezinformacije celo vršijo že nad poslanci študentskega zbora, ne strani javnosti, ker so javnosti komajda dostopni, ampak strani botrov trenutno vladajočih političnih opcij v študentskem zboru. Kar Radio Študent dela in kar je pri njem edinstveno je,
da razširja informacije, ki so bolj objektivne. In zaradi tega pozivam v bistvu vse poslance, da se prosim zamislijo nad virom svojih informacij, da prosim zaupajo medijem v javnem interesu in da svoje odločitve sprejemajo na podlagi bolj zanesljivih informacij. Hvala. Toliko o domnevnih pritiskih. Imamo še mogoče sporočilo našega prvega odgovornega urednika Radia Študent in tudi našega soustanovitelja Lukaška Barneta. Mogoče čisto za zaključek njegova izjava, ki je bila naslovljena na vse nas. Spoštovani sodelavci, zgrožen sem, ko poslušam ali prebiram novice o poskusih discipliniranja Radia Študent. Kaj takega si pred pol stoletja, ko smo ustanavljali prvi študentski radio v Evropi, nismo mogli zamisliti. Ta radio je namreč pomembno prispeval k demokratizaciji družbe in kritični pogled na družbene in politične razmere je te postopoma spreminjal. Brez zadržkov lahko rečem, da je RŠ bil in je še pomemben podpornik demokracije in razvoja ter tudi vzpostavitvi Republike Slovenije kot samostojne države. Z rušenjem temeljev, na katerih je postavljena demokratična družba, se ruši celotna družbena struktura. Kam to vodi? Bo naslednja tarča podivjanega tržnega koncepta družbenih razmerij tudi univerza. Tudi ob ustanovitvi Radia Študent nam ni bilo lahko, vendar takih pritiskov ni bilo. Vodstvo študentske organizacije bi kazalo pozvati naj pred ukinjanjem sofinanciranja Radia Študent ukine denarne nagrade svojim funkcionarjem. Lep pozdrav torej še od našega prvega odgovornega urednika in soustanovitelja Lukaška Barneta. To bi bilo zaenkrat vse. Jaz se vsem še enkrat najlepše zahvaljujem za vprašanja in pa vas še enkrat opozarjam na spletno stran koalicija.radiostudent.si, kjer zbiramo podpise podpore oziroma, kot eni temu rečejo, pritiskamo na visokošolske predstavnike v študentskem zboru. Gradivo pa, kot rečeno, vam bo posredovano takoj po tiskovki. Hvala lepa.